Dobrodošli na kiparski postavitvi Vlatke Škoro, rojene v Osijeku, živeče v Zagrebu, kjer je tudi doktorirala pred 2 letoma kiparstvo in se že v bistvu vso svojo kariero ukvarja s prepletanjem živalskih in tudi človeških motivov. Ko smo tudi pripravljali to razstavo, se nam je zdela miselna, recimo ravno sam prostor, samo galerijo Kibelo in seveda odnose, ki so na nek način večnivojski, skratka med samim krdelom 10 afriških psov, za katere je značilno, da so edina vrsta psov, ki se ne da udomačiti. Hkrati so pa zelo, recimo, definirano med seboj organizirani, tako hierarhično kot tudi seveda po svoje družinsko. Zbrani so okoli alfa samca, zato smo tudi k samemu krdelu dodali njeno malo starejšo skulpturo pod naslovom Pol človek, pol Newman, ki smo seveda poimenovali najenostavneje to, kar tudi je Zlati jež, ki v neki svoji tudi taki štrapacirungi s palco in svojo pozo kaže vseeno neko flegmatičnost oziroma brezbrižnost in hkrati seveda nas lahko navdaja tudi svojo ogromnostjo oziroma monumentalnostjo s sarkazmom in ironijo. Čeprav to ni recimo Vlatkin namen kot tak, saj k svojim delom pristopa zlasti intuitivno in tudi seveda normalno intimno ter interaktivno, je zanjo značilno, da je tudi vsak njen kip unikaten. Recimo tudi, ko imamo 10 istih oziroma enakih psov, je vsak od drugega različen in seveda tudi jež kot tak. Ko nas pač ta celotna skupina na nek način pozdravi tukaj v Kibeli, se lahko seveda ukvarjamo tudi s tem razmišljanjem o odnosih recimo med človekom in naravo, o našem seveda medsebojnem bivanju, o vplivanju, tudi o interakciji in na nek način posledično tudi seveda človeka samega prišteva med živali. Zato se nam zdi, ko gledamo recimo te afriške pse, da so tudi te živali takšne, da v njih razberemo recimo v njihovi subtilnosti tudi človeške lastnosti, z pač nekimi tudi recimo v glavnem dobrodušnostmi, kar je značilno za ježa, hkrati pa tudi z recimo nekaterimi manjšimi slabostmi, zlobo in seveda še obilo drugih karakternih lastnosti, ki so tudi imanentne tako človeku kot živalim. Njihovo ravnanje je tudi instinktivno, njihovi pogledi in tudi izgledi so v sožitju, skozi to telesnost pa sporočajo svoj duh, svojo duhovnost in tudi neke vrste misli in izdajajo namene, skratka, čeprav v tem trenutku kot neki zamrznjeni realnosti si ne moremo predstavljati, kaj se dogaja, kaj iz tega sledi, ali gre za neke vrste občudovanje ali za čudenje, ali tudi nekake druge misli od seveda prav zaradi monumentalnosti samega zlatega ježa, od pokoravanja do pač poskusa oziroma pregledovanja, kje bi se ga dalo in kako napasti. Zdaj vseeno so njihovi prvinski nagoni, ki jih definirajo, kar tudi lahko rečemo, da nedvomno so enaki kot pri človeku. In kot drugi so to zaupljivost in nezaupljivost, stalna pripravljenost na dejstvovanje, na napad ali pobeg in odprtih oči in ušes, kot tudi v naši komunikaciji vzbujajo različne odzive, od previdnosti recimo do občudovanja in do nelagodja.
Različne poze psov v krdelu razkrivajo njihova individualna stanja, postavitev skupine pa nas sooči z krdelom ali tudi lahko rečemo še z eno slovensko besedom tropom, v katerem vsaka žival igra oziroma ima svojo vlogo, kot tudi v naši družbi oziroma po svoje tudi v manjših enotah, kot so družine. Stopamo v interakcijo s skulpturami, ki svojo živostjo in raznolikostjo, seveda tudi unikatnostjo, prepričajo, da so tam z nami in da smo mi med njimi. Enakovrednost figur, ne, in tudi recimo gledalca, gledalke, ko pač stopi, recimo psi so narejeni v naravni velikosti in tudi po recimo naravnem, neke vrste naravni risbi, naravni skici. Skratka, gre za relativno adekvaten oris tega, kako te živali izgleda. Lahko vidimo tudi, da so ene poškodovane, manjka jim rep, manjka noga, skratka kot posledica nekih borb in podobnega. In to, ko jih gledamo, vzpostavlja neke intuitivne ravni dojemanja, ko stopamo okoli njih in si jih ogledujemo, pa lahko celo prisili v uglašenost med tropom in nami, zadene nas nekaj primarnega, rodi se prirojen gon po preživetju. Množico, ko se sami znajdemo med njimi, doživljamo psihološko, kot neko nasproti individuumu, ker smo pač v tem odnosu znotraj tropa, recimo mi na nek način osamljeni, zježen, kot tudi eno individualno oziroma tudi neko antropomorfno ali pa človeško liko, skulpturo. In tudi v nekem socialnem smislu, ki nam pač daje edino možnost preživetja. Skratka, sam verjetno v naravi nihče od nas ne bi mogel preživeti. Ta antagonizem psihološkega in socialnega se pokaže kot behavioristična, skratka vedenjska trditev, da so dejanja, mišljenja in čustva živih bitij objektivne reakcije, ki strukturirajo naše vedenje. Četudi Vladkinim skulpturam ne moremo pripisovati nekega angažmaja, niti alegorijske vrednosti, jo bo marsikdo v njenih načelih začutil in razmišljal o tem. V svojem delu daje prednost vizualnosti in likovnosti figur, naravne elemente pretaka v kiparske forme naturalističnega izraza. Oblike varirajo, postavitev skupine je spremenljiva, skratka na vsakem razstavišču tudi drugače postavi, zato tudi recimo, lahko rečemo, ko sem tudi videl njene trip postavitve teh psov oziroma krdela po raznih galerijah, smo vsi rekli, da je bila tukaj dejansko v tej kombinaciji doslej najboljša. Odnosi med samimi figurami oziroma v skupini so dinamični in končen rezultat seveda je odvisen od seveda tako okolja, tako galerijskega kot tudi širšega, v katerem, recimo v tem primeru Maribor in tako dalje, v katerem se pač Vladka nekje loti teh postavitev. Vse skulpture so iz poliestra, čeprav delujejo mogoče tudi na oko z kakšnih drugih materialov, lahko se jih recimo tudi dotikamo. Glede na sivino afriških psov, mogoče še glavno zlati jež, v skupini z krdelom celovito ponarozi Vladkin umetniški besednjak. Skoraj vsako njeno delo nosi v sebi določeno kontradiktornost in tako tudi v skulpturi spodaj človek in zgoraj jež naletimo na enkratno in originalno mešanico resničnosti in bizarnosti, fantazije in ironije, drame in komedije, ki se iz skrajnosti dojemanja zlijejo v nas kot eliksir. Čarobni napitek v nekomu zbudi tudi občutek odgovornosti v današnjem času številnih globalnih kriz,
lahko se stopnjuje naše čustvo, skrbi za okolje, se porodijo občutki skupnosti z drugimi prebivalci in prebivalkami Zemlje in naše seveda skupne usode. Pri tem ne mislim skupne usode kot človeštva, ampak skupne usode kot narave, v kateri smo tudi del in v kateri bivamo. Vladka tovrstne angažiranosti ne poudarja, ampak predvsem mislim, da opozarja, opominja in ozavešča z nekim nasmehom, prikupnostjo in zbadanjem, kot recimo prispodoba jež z vodicami. Antropomorfno preveliko bitje naseljuje naš prostor kot glasnik iz neke druge dimenzije in ker nosi človeške in živalske poteze, ne pripada nobenemu od obeh svetov in nas vleče v svoj prostor mitov, govori o svetu in človeku, njuni simbiozi in skupnem gibanju. Ko se približujemo galerijskemu prostoru in seveda najprej ogledamo to krdelo, se nam zdi, kot da se nekaj dogaja, kot da gre za nek pridušen zvok, nek zemeljski vir, ki se širi in nas počasi vleče v mistično vzdušje. Ko stopimo noter, seveda zagledamo tega zlatega ježa, čigar površina v svojih odbleskih, ko se tudi premikamo okoli njega, kot da vibrira. Živa modulacija in viden odtis roke na tej skulpturi, ki jo je Vladka seveda napravila, podarjata mehkobo in moč monumentalne skulpture, ki je tako simpatična, da bi jo kar osvojili, objeli, stisnili k sebi, a jo lahko samo opazujemo, kako se to ogromno, kirurško sestavljeno telo dobrodušno dviga nad nami, kot glasnik prihodnosti in pričevalec preteklosti. Nekakšen vesoljni v katerem je zaklad skrivnosti bivanja. Mogoče še samo, da dodam, da je Vladka Škoro verjetno, ali pa zagotovo ena najbolj trenutno tudi že nekaj let izzivalnih hrvaških kipark in v svojem kiparsko-raziskovalnem delu združuje osebni imaginarij hibridnih bitij tudi z novimi tehnološkimi možnostmi in s tem premika meje samega medija. S tovrstnimi recimo tehnološkimi rešitvami se je ukvarjala predvsem tudi v drugih skulpturah, ki jih bomo verjetno imeli priložnost videti na kakšni drugi razstavi. Hkrati pa se ne smatra, da bi bila recimo animalistka, ampak ne se prej kot to, saj pač to, da dela živali, je neko njeno čisto naravno vodilo, dela pa tudi seveda človeške skulpture, s katerimi je tudi doktorirala, ampak je enostavno humanistka, seveda predvsem umetnica.